Evo, 12-12 gremo. Ajde. Bravo. 12-12. 12-12. Izvoli. Jaz začnem. Ja. Jaz začnem. Le. Dobro. Današnji sklop sniman sem jaz najbolj pripravljen, ampak ja, hvala, ker nas gledate, hvala, ker trpite z nami, hvala, ker nam sledite in nam všečkate vse objave na YouTubeu in na Instagramu in na TikToku. Danes se bomo pogovarjali o eni zanimivi temi. Boš ti predstavila gosta? Ja, Gregor Kovač. Še prej bi pa rada rekla, naslednji podcasti, osnovna tema naslednjih podcastov je strast, vizija. Zdaj bom pa izprekiral. Ne osnovna tema naslednjih podcastov, ampak od zdaj naprej je v bistvu tema, oziroma imamo ljudi v gostih, ki radi delajo to, kar počnejo s strastjo. Vizijo in so pri tem tudi uspešni. Evo. Smo vse povedali. Pozdravljen, Gregor. Dom nam je spet dal Šugmanov salon, hvala SNG salon, hvala SNG drama, to se pravi velikan igre in velik človek nas zdaj tukaj spremlja. Gregor Kovač, ti se tudi, mislim, verjameš verjetno ne verjameš, se spoznaš na te energije in tako naprej, vem, da se. Torej, veš, kakšno podporo imamo danes? Zmagovalno. Gregorja Kovača sem jaz spoznala na predavanju, ki ga je imela dr. Tanja Metelko na temo dela Joea Dispenze. In midva, ko sva se pogovarjala za ta podcast, jaz sem tebe enkrat zmotila, ker si bil v Parizu na njegovih predavanjih, drugače tudi si v tej skupini zdraviteljev in tako, kako te je sploh. Kot vidite, Gregorja je zelo urejen, pogledajte kravata, lepa srajca in tako naprej. Duša njegova je bolj razmetana, oziroma bolj iz okvirjev, ne, že če Joe Dispenzo spremljaš, potem ne moreš imeti, mislim, mora biti tvoj odprt. Kako si ti sploh z tem Dispenzo srečal, glede na to, da se ukvarjaš z takimi konkretnimi stvarmi, zlatom, vrednostjo, vse to razmišljaš in tako? Ja, zdaj, če bi tako površinsko odgovoril, ne bi rekel, da je verjetno po naključju, ne, ampak naključji ni, ne? Verjamem, da je bilo po naključju, ne, ker verjetno nič kaj se ne zgodi po naključju. Tako da kakšnih 6-7 let nazaj sem v roke dobil eno njegovo knjigo, Placebo ste vi, in ko sem jo začel prebirati, me je enostavno potegnila vase. In tega si se ti prav resno lotil, namreč jaz tudi to poznam, ampak ti si šel pol, ti hodiš na njegova predavanja, ti to resno delaš na tem, ne? Ja, moram reči, da me je ta tematika, sicer so se vrata do te tematike mi odprla že prej, ne, ampak ko sem začel prebirati knjige dr. Joe Dispenze, me je to bistveno bolj pritegnilo zaradi njegovega načina, ker on vse znanstveno podkrepi, ne. Ja. In ker sem sam nekako bil tudi vzgojen, tako kot večina ljudi, bolj v tem materialnem svetu, ne, mi je to, da je nekaj podkrepljeno z znanostjo, ne, bilo zelo pomembno. Oziroma sem bistveno lažje razumel njegovo sporočilo. In potem seveda me je to pritegnilo naprej, predvsem to, da spoznanje, ne, da tisti 3D svet, ki ga zaznavamo z našimi 5 čutili, da to ni vse, kar obstaja, ne, in da imamo mi možnost sami v bistvu vplivati na svoje življenje. To me je tako pritegnilo, da enostavno nočem mimo tega in želim izkoristiti to moč, ki jo ima praktično vsak od nas. Vse te svoje notranje potencijale. Kaj je tisto, kar te je pri njem pritegnilo tako konkretno in koliko je to vplivalo na tvojo kariero oziroma na delo, s čimer se ukvarjaš? Govorili bomo o zlatu, o vrednosti, o tistem, kar nas v tem času tudi skoraj najbolj zanima, ne? Mislim, ker od tukaj naprej gre vse, ne? No. Ja,
kot si rekla, ne, ukvarjam se z financami v bistvu že več kot 20 let, zelo materialno področje, ne. Ja. Zdaj Joe Dispenza zahaja na duhovnost v bistvu, čeprav mogoče ne zgleda na prvi pogled tako duhovno, ker on vse znanstveno obrazloži, ne, in znanost pa nekako mi povezujemo z neko disciplino, ne, ki proučuje predvsem materialni svet, ne, in zdaj tukaj včasih pride do ne vem... disharmonije. Ja. Ampak on to povezuje, ne? On to povezuje in to je tisto, kar me najbolj pritegnilo, to sem že povedal. Praktično vse svoje trditve podkrepi z znanstvenimi raziskavami. No, mene zanima konkretno, katere trditve, kaj je tisto, kjer si se ti najdel, naprimer, kaj, da ti bolezen lahko sam, mislim, a si tudi na delu na sebi, kje je tisto, kjer imaš ti konkretne rezultate po njegovi metodi? Ja, zdaj, res je, da večina ljudi, ki se začne ukvarjati z njegovimi deli, ne, se začne ukvarjati predvsem zaradi tega, ker so zboleli pa iščejo pot do zdravja. Na srečo sam nisem imel te težave, da bi zaradi tega se začel za te stvari zanimati. In dejstvo pa je, da to, kar on uči, v bistvu uči, da lahko vsak sam kreira svojo realnost in na katerem koli področju, ne, ni treba, da je to ravno zdravje. Sveda super, ne, da lahko si ljudje pomagamo tudi glede zdravja, ker veliko ljudi ima s tem težave, ne. No, ampak, kot sem rekel, hvala Bogu, meni ni bilo treba zaradi tega. Sem pa na ta način lahko izkusil neke druge možnosti ali pa na drugih področjih in enostavno v teh letih, odkar delam v skladu z njegovim učenjem, se to zelo pozna v mojem življenju na splošno, pa tudi v poslovnem smislu, ne, ali pa v... Ti imaš konkretne zgodbe, jaz bi rada konkretne zgodbe slišala, ne? Da ne bomo samo teoretizirali. Ja, zdaj, ne vem, katero sem ti povedal. Kjerkoli ti zdaj pride na pamet, če jih imaš več, ne? Vem, da kako si razmišljal, kako se ti, naprimer, kakšne ideje takoj realizirajo in tako naprej, ne? Ja, recimo, ne, zdaj, če si mi že tako izzvala, ne, bom povedal en primer. Namreč dr. Joe Dispenza ima tudi eno meditacijo, takšno vodeno meditacijo, ki se imenuje Tuning into New Potentials, s katero v bistvu se nastaviš na nek nov potencial, ki si ga zamisliš, ne, in če to počneš v kvantnem polju, se pravi, ko si povezan z kvantnim poljem, potem se to lahko manifestira v naši realnosti, ne. In kar nekaj takih stvari mi je uspelo že zmanifestirati. No in nekega dne sem razmišljal čisto poslovno, ne, v našem podjetju je promet nekoliko padel, nekaj manj se je dogajalo v prodaji, jaz pa sem odgovoren za prodajo v našem podjetju. In sem razmišljal intenzivno, kaj bi bilo treba narediti, nekaj moramo narediti, da se začne spet dogajati, ne. In seveda, kar naenkrat se potem spomnim, pa sej, kaj zdaj razmišljam, ne, jaz imam orodje, ne, s katerim lahko privabim v moje življenje, kar želim, ne. In dejansko sem naredil par teh meditacij z enim potencialom, ki sem ga nekako tako opisal, da so recimo povpraševanja potencialnih strank kar deževala na naše maile in tako naprej, ne. No in zelo specifično, natančno sem v bistvu opisal, kaj si želim. Par teh meditacij sem naredil, to je bilo nekje septembra, oktobra tistega leta,
2 leti nazaj, recimo. Ne. In potem sem pozabil na to, pa se v tem materialnem smislu začel ukvarjati še bolj, ne, Dobro, poslušajte. kaj narediti. Natančno je povedal, potem je pozabil. Ja. No in približno 2 meseca kasneje se je zgodilo tako po naključju, v narekovajih, ne, po naključju, ja, da je neverjetno, ne, da je po naključju nekaj. Bil sem v bistvu gost takole v eni takšni oddaji in čist neprodajno usmerjena oddaja, ampak ljudje so izkazali takšno zanimanje za to, kar smo tudi omenili, ne, v tisti oddaji glede naložbenega zlata, da se je dejansko začel dogajati, ne, točno tako, kot sem si zabeležil, da si želim dogajati, ne. Neverjetno v bistvu. Ne bi zdaj o številkah, ampak... Ja. Veš kaj, ves čas me zanima, prej smo tudi, mislim, večkrat v pogovorih naletimo na te manifestacije in tako. Jaz namreč stojim za, moje mnenje je nekako, da samo meditacija in manifestacija ni dovolj, če človek tudi ni dejaven v svojem življenju. Se pravi, vse veš, ljudje si želim, naprimer, zdaj bojo eni naprimer cel mesec pisali, kako bi radi imeli 10.000 evrov ali pa 100.000 evrov, pa ne bojo za to nič naredili. Mislim, ni dovolj, ne, ali kako ti gledaš na to? Ja, podobno, se pravi, dejstvo je, da smo mi del tega materialnega sveta, tudi naša pojavna oblika je, ne, imamo telo, se pravi, obstajamo tudi v materialni obliki, ne samo, ne, ampak tudi v materialni obliki in mišljeno je zagotovo, da smo aktivni v tem materialnem svetu, ne. Seveda zdaj, ko povezujemo ta duhovni del pa materialni del, jaz mislim, da je treba najti neko razmerje, ne, nek balans med enim in drugim, ker mi smo vse to, ne. In tako je tudi moje prepričanje, recimo, da ni treba, da bi človek bil duhoven, da se zapre v eno jamo v Himalaji, pa 20 ur na dan meditira, recimo, ne. Mislim, da to ni prava pot, ne. Mi smo le na tem svetu z nekim namenom, ne, in mislim, da je prav, da ta namen najdemo in ga udejanimo, ne, v tem tridimenzionalnem svetu. Seveda tudi kot duhovna bitja, ne, tudi kot energetska bitja in tako naprej, ampak ja, predvsem mislim, da je tudi ta balans najbolj pomemben. Ta ravnovesje. Med enim in drugim. A si ti sam sebe doživljaš kot strastnega človeka, ne glede na to, da si tako miren pa tako stabilen zgledaš zdaj, jaz se doživljam tako, ko ti verjameš, ko si ti nekaj odločiš, je to, ne? Ali kako bi ti to opisal? Ja, lahko bi rekli, da ko me ena tema začne zanimati, da grem do konca, ne. Lahko bi temu Kako pa si prišel do tega naložbenega zlata? Ja. Kaj te bo to porinilo? To je pa pred praktično več kot 20 leti sem se začel ukvarjati z financami. Ne vem, kako se je to zgodilo, čeprav sem študiral pravo, pa gradbeništvo, pa v družini smo imeli gradbeno podjetje, pa gostinsko in tako v glavnem. Jaz sem pa potem nekako zašel v finančne vode. No, ampak to je bilo že leta 2002. Že toliko časa minilo od 2002, kaj 20 let? Ja. In, no, ampak po tisti globalni finančni krizi 2008, ko je bil kolaps na finančnih trgih, ne, delnice so padle 50-60, pri nas na Balkanu celo 90%, ne, nepremičninski trgi spadli in tako naprej, huda gospodarska kriza je sledila. Takrat smo ugotovili, da je pa zlato kot naložba zelo pomemben del portfelja nekega vlagatelja in tisti, ki so to že takrat imeli v svojem portfelju, so takšno krizo recimo bistveno bolje preživeli kot pa tisti, ki ne. In takrat smo se začeli ukvarjati tudi z naložbenim zlatom,
ampak ne kot prioriteta oziroma kot edina možnost. No, ampak zdaj jaz osebno pa sem praktično pred 4 leti se 100% posvetil, kar se financ tiče, samo naložbenemu zlatu oziroma plemenitimi kovinami. In spet ne vem, če je to naključje, ne. Morda je kaj povezano s tem, da se zadnjih 5-6 let ukvarjam tudi z duhovnostjo. Kakšna povezava. Čakaj, a tega sem prekinem, a pol misliš, da je razlika, recimo, če rečeš zlato pa energija ali pa če rečeš denar pa energija v povezavi? Zdaj, zlato je denar. Ne, jaz vidim zlato kot kovino, ki je prišla iz zemlje. To je denar. Ja, vem, ko si rekel denar, verjetno imaš v mislih valute, ne? Ja, Recimo tako. papirna Papir, ja, denar, ki papir, ga ja. uporabljamo. Tako. Ampak to ni denar. Oziroma neka dobrina. Tako. Ja, menjalno sredstvo, ne. No, To ni denar, vidiš, zlato je, mislim, zdaj imamo novo, odpiramo novo, tukaj pa nisva mi dva glih doma, ne, v tem vokabularju, ne. ja, zlato je verjetno edini pravi denar, ne. Zdaj, odkar denar tiskajo oziroma odkar te valute nimajo več nobenega kritja v zlatu ali pa v kakšni drugi, ne, Srebro ali pa dobrini, je to, se pravi, so to valute, ki jih tiskajo brez vsakšnih omejitev, ne, in posledica je, da vse valute prej kot slej zginejo, ne, nekako izgubijo vso svojo vrednost in celo umrejo, če tako rečemo, ne, in nastanejo nove in bila je ena raziskava narejena, vse valute do zdaj, ki so že propadle, ne, te tako imenovane fiat valute, to so te valute, ne, ki nimajo nobenega kritja. Aha, to je papirnati denar, papir. Recimo, ja, zdaj praktično tudi že papirnat ni več, ne, večino je to kar številka na kartici. v računalniku, ne, koda. In se pravi, 27 let je bila povprečna starost ene valute, ne, v zgodovini. Se pravi, nekaj jih je še živih, ne, recimo ena najstarejših je dolar, ne. Pa jen. Jen, Ja. a ne, kitajski? Jen je japonski, ne. Japonski, ja. Juan je kitajski, recimo, ne. No in vidimo, ne, da ker nimajo osnove v eni oprijemljivi stvari, ne, zgubijo na vrednosti. Pač tisti, ki imajo nadzor ali pa monopol nad tem denarjem, ne, se po svoji lastni presoji odločajo, koliko ga bojo natiskali in tiska se. So to banke ali je to država? Zdaj Državne banke. odvisno od države, ne, ali pa kje po svetu to gledamo, recimo največja ekonomija je ameriška, ne, zaenkrat še. Tam je tako, da ima ta monopol Fed, to je Federal Reserve, njihova centralna banka, ki je pravzaprav konzorcij privatnih bank. Od leta 1913 naprej oni lahko tiskajo in dejansko tiskajo dolarje po mili volji in jih posojajo, recimo državi Ameriki, ne, za obresti, ne. In na ta način se Amerika zadolžuje pri teh privatnih bankah, ki imajo monopol nad tiskanjem denarja. Recimo, pač večina ljudi se tega ne zaveda, kako to poteka in to je v bistvu nerazumljivo, ne, da smo prišli do take situacije, ampak tako je. In v zadnjem času je to tiskanje prešlo vse meje in posledica se zdaj vidi malo v inflaciji, ne. Kako pa, prosti, ker ste zdaj takole prekinjali vmes, ampak kako pa vidiš zdaj to situacijo, ki je z ameriškim dolarjem in nafto in vsem tem in kako recimo se ti zdi še zmeri, da je zlato v tem situaciji še zmeri dobra naložba, ne? Ja.
Zdaj si moram tole obriti. Ja. Veš, zaradi tega, ker gledamo zdaj Kitajci, vsi te so šli zdaj nafto kupovati Ja, kaj to z drugimi sploh pomeni? valutami, ker dolarju pada, dolar pa, kakor vem, je bil včasih baziran na gold standardu, ne? Fort Knox in to, vse to sem takrat včasih jaz bral, ker sem bil mlajši. Fenomenalno vprašanje v bistvu. Dolar je bil na zlatem standardu v preteklosti, dokler ga niso ukinili. No, ampak Kdaj pa so ga ukinili? zdaj tako, zadnja oblika zlatega standarda se je pojavila leta 1944 z Bretton Woodskim sporazumom. Bretton Woods Agreement ob koncu druge svetovne vojne so se dobili voditelji svetovnih držav in dogovorili nov finančni red, ne, za planet Zemljo. In tam je Amerika dobila osrednjo vlogo, dolar kot svetovna rezervna valuta. Da pa je dolar dobil to vlogo, se je Amerika morala zavezati, da bo drugim državam oziroma tujim bankam dolarje menjavala za zlato. Amerika je imela takrat 22,000 ton zlata v Fort Knoxu. Ki pravijo, da je zdaj prazen. Dobro, Teoretizirajo, ne? dobro, ampak pustimo zdaj to. No, takrat ga je bilo približno 22,000 ton in potem v tistem času, ne, je dolar bil vezan na zlato v tem smislu, da je bila cena fiksno določena, $35 za eno unčo. In če je naprimer ena tuja banka, naprimer francoska, zdaj, želela dolarje, ki jih je v mednarodnem poslovanju poslovala, ne, zamenjati za zlato, je Amerika to morala narediti. In to je dejansko potekalo do leta 1971, tako da so se uradne rezerve zlata v Fort Knoxu znižale iz 22,000 ton na sedanjih 8,133 ton. In takrat je ameriški predsednik Nixon izstopil iz tega sporazuma, prekinil, od takrat naprej nobena valuta na svetu praktično nima praktično nobene vezave več z zlatom. Vse tudi to ni bila neka prava podlaga, ne, z zlatom, ampak bila je vsaj vezava na vrednost, ne, zlata. In takrat, to je bilo čas vojne v Vietnamu in tako naprej, gospodarske krize in želeli so si tiskanja denarja in na ta način so to dosegli, ne. Se pravi, povod za to je bil, ko je Francija, ne, poslala že svoje vojaške ladje proti Ameriki, da bi za dolarje, ne, zamenjali zlato in da bi jih pripeljali domov, in seveda to potem Nixon ni dovolil. No, in od takrat naprej ni nobene vezave več med denarjem in valutami. Se je pa pojavil tako imenovan petrodolar, ne, zdaj, ker si to tudi vprašal, ne, in je zelo pomembno, nadaljeval si pa, kako je zdaj z vrednostjo zlata, glede na to, da, ne, dolar na eni strani ni vezan na zlato, na drugi strani pa petrodolar, pa ni več toliko petrodolar, pa Kitajci in tako naprej, ne, tako da fenomenalno vprašanje. Zdaj, samo da nadaljujem še tisto prejšnjo misel, ko dolar ni bil več vezan na zlato, ne, je pravzaprav zlato postalo predmet prostega trga, ne, in se cena odvija na podlagi ponudbe in povpraševanja. Tako se je zgodilo tudi z vsemi ostalimi valutami. Od leta 1971 naprej imamo drseče tečaje valut, ne, ker se določajo tečaji na podlagi med evrom, dolarjem, naprimer, dobro, takrat še ni bilo evra, pa drugimi pari valutnimi, ne, glede na ponudbo in povpraševanje. In tako je tudi zlatom, in cena zlata je, naprimer, ne, od leta 1971, ko je bila unča $35, zrasla na trenutnih $2,000. To je precej več, ne. Ampak unča je 28 gramov. 31,1 gram približno. No, zdaj, zakaj pa zakaj je zlato zanimivo kot naložba, kljub, ne, rekel si tem zadevam, kar se dogaja, ne, ravno zaradi tega, kar se dogaja, je zlato vedno bolj zanimivo kot naložba.
Na eni strani imamo visoko inflacijo, seveda posledica tiskanja denarja, več ko je denarja natiskanega, manj je vreden, logično, ne? Zlata se pa ne da tiskati, ne? In zato ohranja, najmanj kar je, ohranja realno vrednost skozi čas. Se pravi, ta 2000 neki dolarjev, recimo, vsaj za unčo. Jaz te prosim, kaj Boga, če ti poveš čisto zgodbo, ki je mene, na primer, res prepričala. Jaz sem to do konca, ker sem tudi jaz, ker to je zdaj tudi pereča tema trenutno, ne? A veš, kam narediti, inflacija se dogaja, Kitajci, se pravi BRICS, države BRICS-a so skenslale dolar, nafta se ne prodaja več za dolar, dolar je pa najmočnejša valuta, se pravi. Zato me zanima, sploh iz pogleda naložbe, kako se to vidi. Podobno sem hotela, podobna je ta zgodba, naprimer za avto, ki si ga kupil 1918, ali kdaj, ki si tisti Fordo avto, ta primer, ko si kupil avto, ne? Ja. No, to povej. Ja, to zgodbo boš videl, pa ti bom mislim, da odgovoril. Ne bo še čisto odgovoril, ampak bo. Je pa to super primer, kako zlato ohranja, ali pa celo več kot ohranja realno vrednost. Namreč leta 1908 je Ford začel serijsko proizvajati avtomobile, ne? In takrat je bila cena za en Ford T $850. Ne? Se pravi, zdaj že imamo malo občutka, ne, koliko je včasih dolar bil vreden, ne? In koliko je danes veliko manj vreden. Ne? Kljub tehnološkemu napredku, ne, se pravi, avto bi moral biti vedno bolj cenej, ne, vedno cenejši, je pa bistveno dražji. Ne? In dolar je od leta sicer 1913, ne, odkar je Fed dobil ta monopol za tiskanje denarja, ne, zgubil že 97% svoje vrednosti. Ne? In danes je, se pravi, $850, ne? Takrat je bila unča $20. Ja, poznam zgodbo. Se pravi, 42,5 unč zlata, ne, si moral dati za en avto. In zdaj, če bi, ne vem, moj dedek je takrat živel, recimo, ne, če bi imel $850, bi si lahko kupil avto, lahko bi pa si kupil 42,5 unč zlata, to je približno kilo 300, ne? In če bi zdaj v en predal, ne, shranil $850, ne, bi jaz imel srečo danes, če bi jih našel, ne, da so dolarji, ker so še vedno veljavna valuta, ker če bi skoraj katerokoli drugo takratno valuto ne bi bila sploh veljavna, ne, bi bila mogoče kot kakšna numizmatična vrednost, ne, ampak ne kot plačilno sredstvo, ampak tudi če imam dolarje, ne, bi si lahko kupil mogoče 4 gume za avto, ne pa avta. Se pravi, bi imel še zmeri $850, ne? Seveda, ne. En Ford je pa zdaj $30,000, ne. To se pravi, če bi pa dal v predal zlato? 42,5 unč zlata, ne, krat 2000 je unča, se pravi, koliko je to pa? Je dosti za še enega Forda, ne? $85,000, ne, se pravi, si lahko ne samo enega Forda, ampak mi ostane še $55,000, se pravi, vidimo, da je skozi čas, ne, zlato ne samo ohranjalo realno vrednost, ampak celo pridobivalo na vrednost. Vsi vemo, da penzije zelo verjetno ne bomo imeli, zato me pozorno poslušaj. Si že kdaj razmišljal o tem, kako lahko svoje finance zaščitiš pred ekonomsko nestabilnostjo? V&D Zlato ima rešitev zate. Zlato. Vlaganje v zlato je že dolgo preizkušena metoda za zaščito premoženja pred inflacijo in gospodarskimi pretresi. Ne le, da zlato ohranja svojo vrednost skozi leta, ampak je tudi sijoče in izjemno privlačno na tvojem portfelju. Za razliko od delnic, ki lahko dramatično nihajo na dnevni ravni, zlato ostaja zanesljiva naložba. To je tudi razlog, zakaj se investitorji obračajo na zlato kot zatočišče v časih gospodarske nestabilnosti. In najboljša stvar, vlaganje v zlato je lahko zelo enostavno. Obstaja veliko različnih načinov za nakup zlata, od nakupa fizičnega zlata do nakupa delnic zlata. In pri V&D Zlato ponujajo mesečno varčevanje z zlatom. Prečekirajte Zlati šparovec na linku spodaj, kjer je tudi 30-minutna razlaga, zraven pa dobite še zastonj zlato digitalno knjigo o zlatu z zlatimi stranicami, zlatimi črkami in zlato vsebino. Zato ne čakaj, začni varovati svojo finančno prihodnost z zlatom pri naših kolegih V&D Zlato. Hvala, love you, gremo naprej. Zdaj bi pa še eno stvar vprašal. Jaz sem zgodovinar, Se pravi,
Kako je bilo pa potem med recesijo v Ameriki, je bilo pa tako, da se prav so morali pa, kakor vem, jaz sam ta podatek vem, mi boš mogoče več razložiti, se prav so morali pa vsak človek, ki je posedoval kaj iz leta, je prišla država in ti je pobrala z leta, razen ne vem, koliko so ti postili neki malga bižuterije ali pa čist malo naložbenega, ne? Zato, da so potem oni izravnali. A zdaj, ki so off the gold standard, se to še zmeraj zgodi ali je to no? Teoretično se vedno lahko to zgodi, ne? Se pravi, oblast nima meja, ne? Pa norost tudi ne. Ampak si pa težko predstavljati zdaj v teh razmerah, no, da bi se kaj takšnega zgodilo. Ne računam s tem. Je pa teoretično seveda možno, ne. Zdaj, kaj se je takrat zgodilo pravzaprav? No, to me zanima, ja. 1933 je Amerika sprejela zakon, po katerem so prepovedali imeti zlato v lasti, razen eno unčo na osebo. In vse ostalo so morali prodati državi, kar so imeli, po ceni $20 na unčo. Ko so to pobrali ljudem, so jim seveda izplačali, ni zdaj tako, da so jim zaplenili, ne, se pravi, so jim dali za to, ne, recimo, da je bila to tržna vrednost, ne, no, ampak takoj zatem, ko so ta postopek končali, ne, je cena zlata zrasla na $35 za unčo, ne, to je 40% je čez noč praktično cena zlata zrasla. In spet je šlo za to, da se kot pri vsaki krizi, da se premoženje večine ljudi preteče v premoženje manjšine in tisti, ki so že prej bili zelo bogati, tisti 1%, recimo, ne, ki že tako ima več kot 90% vsega premoženja, ga ima še več, ne. In to se pri vsaki krizi zgodi brez izjeme in kot kaže, ne, spet tudi te krize niso čisto naključje, ne. Zdaj smo definitivno v eni krizi, ne? Ali pa na pragu. Zdaj, če govorimo o ekonomski krizi, potem niti trenutno še nismo. Jaz sicer mislim, da kot človeštvo smo v eni veliki krizi, ne, ampak v ekonomsko še nismo, ne, ker da bi rekli, da smo v recesiji, morata 2 četrtletja zapored mora biti gospodarska rast negativna. To se zdaj še ni zgodilo, ampak vse pa kaže na to, da gremo v eno recesijo in po mnenju mnogih ne bo tako blaga. Ja, to sem slišal, da ne bi bila kar najhujša do zdaj. Naslednji udarec, ko bo, ravno en dan zdaj sem gledal ta video. A so to teorije zarote, ali je to tako, kaj ti misliš o tem? Oziroma, kaj v tem primeru, hitro gremo kupiti zlato, ali kaj, oziroma kaj zdaj sploh, kako razmišljati, kako se obnašati, kako razumeti, kaj pomeni ta kitajski denar, kaj pomeni ruski denar. Počas imamo eno vprašanje naenkrat. Vprašanj zelo zanimivih. Se mi, če bo šlo čez, bomo pa naredili 2 oddaje, ne? Ne gre za kakšne teorije zarote, to priznani svetovni ekonomisti, finančniki govorijo o tem, tudi kmečka pamet ti pove, ne, da če se na eni strani 15 let brezmejno tiska denar, ne, in se ta denar čist arbitrarno deli, ne, ljudem ali pa podjetjem, inštitucijam in tako naprej. Arbitrarno pomeni kaj? Ja, tisk, ki ga tiska, recimo presoja, komu ga da, pa komu ga ne da. Ti pa jaz, pa ti ga verjetno nič kaj nismo dobili, ne, v zadnjih 15 letih tega natiskanga, ne, denarja. Smo morali kaj narediti za to, da smo ga zaslužili, ne, ampak tiskalo se ga je pa ogromno in nekdo ga je dobil. In to je... Sam trenutek, tlete bom takoj to se pravi, tiska se denar in nekdo, se pravi država ali pa pač tisti, ki tiska denar. Mislim, tako bi zelo rada konkretno, jaz sprašujem tako, a veš, da bomo mi ljudje razumeli,
država tiska denar, Ne ne? država. Kdo tiska denar? Fed. Banka? Fed. Centralna banka. Centralna banka. Centralna Ki je banka. sestavljena iz privatnih bank. In kje je Tako je v sestavljena iz Ameriki, privatnih? recimo zdaj v Evropi. Ja, pa ne, načeloma govorim ni zdaj v tako. Evropo, Aha, na primer. okej. Jaz sem v Evropi, sorry, ja. In pol ti V deli, Ameriki tiskajo, v Ameriki pol si ti tiskajo njim ful všeč, ali pa oni presodijo, da ti delaš nekaj, kar je super, ti dajo kar denar, ali kaj, ne razumem tega. Praktično je bilo to tako, ja, dobro, precej je bilo nepovratnih sredstev, se spomnite globalne finančne krize 2008, ko bi celotni finančni sistem kolapsiral, če ne bi rešili vseh teh bank, ne, in to so bile donacije, ne, to je bilo, ne, tega ne bo nihče vrnil nikdar, ne, pravzaprav bomo ljudje, davkoplačevalci, ampak ne pa banke, ne, in zdaj druga stvar, zakaj lahko rečemo, da je to bil zastonj denar, ne, zaradi tega, ker so obrestne mere bile ničene ali pa celo negativne, ne. Sej, okej, si je nekdo sposodil denar, ne, se pravi, načeloma, če si sposodiš, ga je treba enkrat vrniti, ne, ampak si sposodil denar po negativni obrestni meri. To pomeni, da so ti dajali še vsako leto nekaj zato, ker si sposodil denar, ne. Mislim, No, takega kredita jaz nisem še videla. seveda ne in ga tudi verjetno ne boš, ne. Ampak nekateri pa so ga. In to so nore količine denarja, ki so prišle v obtok, ki so na eni strani povzročile še večji razpad med tistimi, ki imajo veliko in tistimi ostalimi, ne. Seveda zdaj malo posebna zgodba je bila v času korona krize, ne, ko so naredili totalni lockdown, zaprli malo gospodarstvo, ljudem, veste, kaj vse so nam delali, ne. In takrat je pa celo prišlo do tega, da so tudi ljudem nekaj dali, ne, v obliki nekih subvencij, pa nadomestil, pa tako naprej. Ampak nekaj se moralo dati, da smo lahko tolerirali vse, kar so delali z nami, ne. Ja. No in posledice so zdaj v visoki inflaciji. Posledica je, da je nenormalna zadolženost držav po vsem svetu, podjetij in tudi gospodinjstv, se pravi posameznikov. In to do take mere, da enostavno ni več vzdržno, ne. Miselnost v zadnjih desetletjih, bi lahko skoraj rekli, je bila, da ni noben problem, da se lahko tiska denarja, kolikor je treba, mislim, kolikor si ga želimo, da se lahko zadolžujemo, kolikor hočemo, pa itak ni treba vračati denarja, ker si novega natiskamo in tako naprej, ne, in da bo to šlo v nedogled, ampak to ne gre v nedogled in zaradi tega veliko ljudi pričakuje hudo krizo, da se enostavno vse te anomalije počistijo iz sistema, pa nekako, da se to resetira, ker to so krize, ne, v bistvu krize, recesije, ne, do katerih pride, so ravno to, da tiste nezdrave prakse, da se jih očisti iz sistema, ne, da propadajo podjetja, ki morajo propasti, ker nimajo zdravih temeljev in da tiste zdrave podjetja delujejo naprej, ne. Zdaj pa zadnja kriza je bila po letu 2008, ne, do zdaj so jo odlagali s tem norim tiskanjem denarja, ne, in zalaganjem gospodarstva s tem denarjem. In dlje, ko v bistvu že zelo dolgo ni bilo recesije, ki bi očistila sistem, ne, in zdaj bo treba pač veliko očistiti, ne, tako nekako, če po kmečko rečem. A temu se pa, mislim... Se pravi bomo kar Rimljani zakopavali zlato za bajta zdaj. Ne, mislim, kaj mi navadni ljudje lahko naredimo, naprimer, jaz sem slišala že ideje, oziroma tudi ideje, ker so ljudje jezni, namreč mi brez bank itak ne moramo nič funkcionirati, ti ne moreš dobiti plače brez banke, penzije brez banke, mi ne moramo brez tega sistema, v katerega smo očitno vpeti, sploh funkcionirati, ne? Lahko bi banke odprli, ki bi bile drugače vodene, kot so. Obstaja nekaj dokumentarnih filmov na to temo. Ampak zdaj bomo strokovnjaka vprašali. Ja, situacija je takšna, da pač trenutni finančni sistem temelji na bankah, ne, in pa na tem tiskanju denarja. Zdaj obstajajo teorije mnogih uglednih strokovnjakov,
tako da ne govorim o kakšnih teorijah zarote, ne, ampak pač ja. o teorijah, ne, ki Se pravi, temeljijo na znanju, ki izkušnjah, predvidevajo, na statistiki. ja, in na dejstvih in tako naprej. Ja, na dejstvih, ja. Ki pa predvidevajo, da se bo situacija še nekoliko zaostrila, kar se tega tiče. Namreč 114 držav po vsem svetu je že v procesu uveljavljanja tako imenovanih digitalnih valut centralnih bank. Se pravi, ideja je, da ne bomo več imeli papirnatega denarja, ne? Ampak da bo vse na denarnicah v telefonih. In to bo verjetno predstavljeno, to je zdaj ta teorija. Se pravi, to, kar sem zdaj povedal, je res, to ni teorija. 114 držav že to dela, nekateri so že imajo pilotne projekte, že končane, ko so testirali, recimo Kitajci, pa zdaj Avstralci, pa tako naprej. Južna Amerika, neki Venezuela, neki so imeli tudi. To je pa druga zgodba, ja. El Salvador, ki je Bitcoin vzel za uradno valuto, ampak to so pa zdaj že čisto druge svet. Ne, tukaj gre pa za digitalne valute centralnih bank, ne, se pravi, kaj to pomeni, ne? Da ne bomo imeli več papirnatega denarja, ne? Ker zdaj, dokler še imamo papirni denar, če imaš ti 100 evrov v žepu, nihče ne ve, da jih imaš v žepu, ne? Če jih daš meni, pa če sva sama nekaj v sobi, ne? Nihče ne ve, da si mi jih dala, pa da so zdaj pri meni, ne? Ko pa papirnatega denarja ne bo več, bo pa šlo iz mojega denarnice na tvojo in to bo zabeleženo in v vsakem trenutku bojo vedeli za vsako transakcijo. In ta denar bo možno v bistvu kot nek programiran denar, ne? Lahko se ga bo programiralo. Kaj to pomeni? Če ne boš prijazna do oblasti, recimo, ne? Bo sam redirko kliknil. Ti bodo lahko to zamrznili, recimo tako kot so tovornjakarjem v Kanadi, ne? Ko so mirno protestirali proti neverjetnim ukrepom vlade, ne? So jim zamrznili vse finančne produkte, ne? Bančne račune, celo kriptovalute na menjalnicah, pa ne samo njim, tudi vsem, ki so jim pomagali z donacijami. V demokratični državi Kanadi, ne, leta 2020 ali 2021. To pa nisem vedel, res? Ne, to sam dam kot primer, ne, kaj vse so vlade sposobne narediti. In to brez sojenja, brez vsakega postopka, tuf, ne, z ne vem kakšnim aktom, ki so ga sprejeli. Ampak to je ful poseganje v pravice, ali? Ja, tole, kar vsega meni govorite, mene kliče po človeku, da bi morali biti, mislim, po človeku, ki je odgovoren, maksimalno odgovoren in maksimalno tudi, se pravi, izobražen, da razume kako funkcionira današnji svet. Ja, ne? Točno. In da se zna prav odločiti, se pravi, to, kdo nas vodi, kakšne so naše vlade, je odvisno kljub samo zaenkrat še od nas. Se pravi, mi moramo imeti tja, izvoliti ljudi, ki bojo delali za nas, ne proti nam. Nič ni odvisen od nas, vse nam naštima. Težava je pa v tem, ja, ker nas manipulirajo preko medijev in drugih sredstev, da enostavno večina ljudi se ne zaveda, kaj se dogaja, ne. In vsako stvar nam predstavijo, ne. Najprej je, če pogledamo malo za nazaj, ne, zadnjih 100 let, ne. Najprej pride do enega problema, vtis je, kot da je to bila višja sila, ne, in potem pridejo ven z eno rešitvijo za ta problem, ne. In ta rešitev je takrat predstavljena kot dejanska rešitev za tisti problem, ne. V bistvu je pa to rešitev za en drug problem nekoga drugega, ne nas, ne. Ali pa razlog, da je sploh prišlo na dan to vprašanje, kako rešiti to situacijo. Ja, pa če to zdaj povežemo s to vojno. In zdaj bo, recimo, to je ta teorija, ne, te digitalne valute, ne, centralnih bank, bodo po vsej verjetnosti predstavljene kot rešitev za en problem, ki bo nastal, ker da bo problem nastal, smo že prej se pogovarjali, ker smo tako daleč prišli, da je neizogiben, ja. In ko bo problem nastal, ko bo res hudo sranje, če tako rečem, ne, bojo mogli priti z neko rešitvijo in takrat bojo rekli, evo, super, imamo pa zdaj
in to je pa za vas, da vas rešimo, če ne bo katastrofa in bomo vsi akceptirali to, pa bomo rekli, ja, evo, tukaj hvala, tako, ker nas boste. uklente nas. Potem pa bojo vedeli za vsako kavico, ki je boš spila, za vsak cigaret, ki ga boš kupila, ne? In če bojo ocenjevali, da preveč kadiš, ne boš več mogla cigareta kupiti, recimo, ne? Ti se kar smaj. Recimo, ne? Ali pa, če ne boš, ne vem, ne zdaj bila korona, ne? Če se nočeš cepiti, pač ne boš mogla zapravljati denarja več kot 300 metrov okrog doma, recimo, ne? Naprimer. In zdaj, ampak to se dogaja dejansko, ne? Tako da to ni zdaj neka fobija ali pa nekaj, ne? Je nekaj, kar se dogaja in je nekaj, kar je realistično, če gledamo, kaj vse so ljudje, ki so na oblasti sposobni narediti, ne? Pa so že naredili v preteklosti, ne? In tudi ne daljni preteklosti. Zdaj, kaj narediti, ne? Kaj lahko posameznik naredi? Jaz mislim, da lahko največ naredimo, če začnemo razmišljati s svojo glavo, da se ne prepuščamo medijem. Jaz osebno recimo že par let ne gledam poročil. Ne poslušam dnevnika, ne poslušam poročil, ne zanima me, kaj pravijo, zato ker ne dovolim, da manipulirajo z mano. Kje pa dobiš informacije? Ok, informacije zaradi mojega, zaradi službe, ne, če tako rečem, rabim, ne, iz tega ekonomskega finančnega področja, ampak te informacije spet ne iščem na tako imenovanih mainstream medijih, ampak neodvisnih medijev, ki spremljam takšne podcaste, kot jih ti delaš, recimo z uglednimi strokovnjaki, ki poznam njihovo ozadje in tako naprej, ki vem, kakšne imajo interese ali pa jih nimajo, ne. In kritično presojam vse, kar povejo. Ne verjamem vsakmu, ljudje različno gledamo na stvari, sej ne, da se lažejo, ampak imamo različne poglede in treba je enostavno kritično presojati, kar slišiš, ne. Kritičnega presojanja je zelo malo. Mislim, da je tega zelo malo, zaradi tega, ker ljudje smo nagnjeni, da slišimo tisto, kar je v skladu z našo resnico, ne? Ja. Je tako, ne? Seveda. To pomeni, da moja resnica je, naprimer, da so ljudje a priori dobri, ne, bom iskala kljub vsemu tiste informacije, ki mi ponujajo rešitev. Ja, to dela tvoj ali pa moj ego, ne, ker hoče potrditev, da ima prav, ne. Ja, mislim, ampak jaz se tega zavedam, ne. Mislim, zato si tudi sebi najbolj ne zaupam v nekih stvareh, ne. Ja, ampak treba je biti zavesten, se pravi, ne delovati iz podzavesti. Nažalost je tako, da poprečju 95% časa delujemo iz podzavesti, ja, torej. Zato se treba truditi in biti čim več časa zavesten. Se pravi, ne mislim zdaj pri zavesti, ne, ampak da zavestno razmišljamo, da smo v tem trenutku, ne, Ja. In da se ne prepustimo tem podzavestnim prepričanjem, ki nas vodijo, ne. So pa bi rad, hvala, da si omenil, so zelo pomembni ti neodvisni mediji in v tem času, ki živimo, se mi zdi, če gledaš tako, kot delamo mi podcast, recimo, če bi jaz gledal podcast danes, bi se pozanimal, kdo si ti, bi se pozanimal, kje dela, kako dela in bi s tem... Torej, pridružite se nam, bomo ampak veseli. Jaz govorim o tem, kako recimo, če ne gledaš poročil, imaš ti 1 uro cajta, vsak dan 1 uro časa, ki bi jo posvetil poročilom, lahko posvetiš temu, da raziščeš nekoga, ki se ti zdi kredibilen, pogledaš vse ozadje in potem lahko začneš njemu slediti. Tako. Na socialnih omrežjih, independent media v Ameriki raste, zato, ker so to posamezniki, ki so delali zastonj, zato da so se pozanimali iz prvih virov, recimo o vojni, tej, ki govorimo, vsi govorimo o vojni. Tudi mi živimo od donacij, se pravi najno delo, predvsem No, dobro, z majem je več ali manj mi ne živimo od donacij, podcast živi od donacij. Podcast. Podcast živi od donacij in imamo pol še tudi razne merchandise, ki so za goste in za nabaviti. Ampak tako, ljubiteljsko. Ja, No, ampak to je to, recimo, meni se tudi zdi absolutno nenormalno, da bi kdo še poročila gledal po vsemu temu, kar če se malo raziščeš, jaz tudi nimam niti kabelske televizije doma že zadnjih 7 let, ker te tako vodijo, da je sam strah. Ne. No, ampak kljub vsemu, če gremo v skladu z mojo neko Da so vsi ljudje dobri. vero v dobro, v človeka,
pozitivno rešitev. Kaj je torej zdaj pot ven? Kakšna, kar se tiče denarja, imetja? Jaz si res tudi ne želim, da bi meni vse kontrolirali. Mislim, lahko naredimo eno vprašanje za Jakata, da bo lahko izrezal. A bi ti nam zdaj povedal, prosim, glede na situacijo z državami BRICS-a, konkretno, kam se najbolj splača investirati denar, zato da ne bo zginil? Ja, zdaj lahko dam čisto enostaven odgovor, ampak zdaj, če bom tako rekel, brez neke utemeljitve bo izpadalo, da sem to rekel zato, ker zlato prodajam, ne? Seveda, ampak zlato, ne? Enostaven odgovor pa razloži. Odgovor je v zlato, ne? A kaj pa srebro? Ja, tudi. To bi te tudi pol še vprašal. Tudi. Zdaj, ampak zakaj gre, no? Da bomo razumeli pri BRICS, pa pri dolarju, pa petrodolar, ne? Se pravi, prej smo omenili, da je dolar svetovna rezervna valuta. Velika večina svetovnega prometa mednarodnega se opravi z dolarji. Praktično ves svetovni promet z nafto se je opravil v dolarji, zato se mu reče petrodolar, ne? In ta sistem je dolarju zagotavljal konstantno povpraševanje iz vseh držav, ki mednarodno poslujejo, in zato so oni si lahko privoščili toliko tiskane denarja. In kaj se je dogajalo, ne? Oni so ga tiskali iz nič, drug del, cel svet, ne, je pa moral, ne vem, prodati nafto, da je dobil dolarje, ki se oni iz nič natiskali. Mislim, to je katastrofa, ne? Pač. In to seveda že dolgo časa ni bilo všeč marsikomu na tem planetu, ne? Ampak ni bilo, ne, neč se nekaj takega zgodilo, se govori malo o tem, da je dolar premočen in tako naprej, da bi bilo fajn, da bi bila še kakšna druga valuta, ampak je bila Amerika preveč dominantna in s tem dolar. No, kaj se je zgodilo lansko leto, ne? Ukrajina, vse te sankcije proti Rusiji in Amerika je celo zaplenila kompletne devizne rezerve Rusije v obliki dolarjev, ne? Seveda, to, kar so imeli v obliki zlata, niso mogli, ne? Ampak kar je imela Rusija v obliki dolarjev, kar pa rabi za mednarodno poslovanje, ne? Okrog 650 milijard dolarjev so jim zamrznili, pač vzeli, ne? Enostavno. Kot sankcija, ne? Zakaj pa nisi pridn, ne? In se pravi, dolar je postal kar naenkrat orožje v vojni, ne? In to je pa, se mi zdi, izbilo dno, ne, sodu, in ta skupina BRICS, ne, Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska, Južna Afrika, in zdaj se množično hoče pridružiti še druge države, ne, no vem, Egipt, Turčija, Iran, Saudska Arabija, Združeni arabski emirati. Ta močni v glavnem. Ja. Igravci. In oni imajo, zdaj je pa to javno že, ne, se komunicira, prej je bila sam teorija, da delajo na tem, zdaj pa to javno sami komunicirajo, da delajo na vzporedni svetovni rezervni valuti, ki bo alternativa dolarju, da bodo lahko države med sabo si prodajale karkoli pač v valuti, ki ne bo dolar. Zato, ker je preveliko tveganje med dolarje, ker če nisi pogodil v Ameriki, ti ga pač vzamejo, ne, pač to je, ne. In to je zdaj, se pravi, ta zgodba. Zdaj, seveda, in to se je zdaj že začelo dogajati, ne. Saudska Arabija, recimo, ne, je že povedala, da so pripravljeni sprejemati tudi druge valute, ne samo dolar, čeprav so bili temu zavezani, ne vem od katerega leta, ne, več kot 50 let. Kitajci pa Rusi že trgujejo z juani, Rusija že kupuje oziroma prodaja nafto Kitajski v juanih in tako naprej. In zdaj, se pravi, namera je, da izdajo novo valuto. A skupno? Skupno valuto, pač, ja, da bi jo ustvarili, ne. Kakšna bo, se ne ve, zdaj tukaj so teorije, ne. Ampak, če hočejo, da bo en pomemben del sveta akceptiral to valuto, bo morala imeti neko kredibilnost.
če bojo naredili nov dolar, ne bo nihče akceptiral tega. Se pravi, da bojo tiskali iz nič ne. To pomeni, da bojo morali narediti valuto, ki bo pokrita z nečim. Ne. In špekulacije mnogih so, da bo valuta vsaj delno pokrita tudi z zlatom. Ali pa mogoče ne samo z zlatom, ne. Eni pravijo, da bo to neka košarica surovin, med katere spada tudi zlato, ampak eni pravijo, da bo verjetno samo zlato, morda srebro, ampak verjetno samo zlato, ker je fizično, logistično zelo težko pokrito z drugimi surovinami. Ne. Zlato je pa idealno za take stvari, ker zlato je denar. Ne. No in če bi se to zgodilo, ne, bi enostavno to bilo ekstremno pozitivno za vrednost zlata. Ne. Pa tudi, če se to ne zgodi, karkoli se bo v bistvu zgodilo, dejstvo je, da je dolar doživel svoj vrh, ne, in da je v zatonu. Ne. Zdaj se je ta krivulja že obrnila navzdol, ne, in zdaj nas čaka. Vse to obdobje lahko traja 10, 20, 30 let. Ne rečem, da bo dolar kar propadel, ne, ampak ne bo več v ospredju, ne, že zelo kmalu ne bo edini. Ne. In pri zlatu je pa tako, ne, da je nekako negativna korelacija z dolarjem. Ne. Če dolar pada, zlato raste. Ne. To je eden najpomembnejših indikatorjev, ne. Ko čas gledamo graf cene zlata, ne, in če vidimo, da je en dan cena zlata zrasla, ne, je zelo verjetno takrat dolar padel, ne, in obratno. In če zdaj pričakujemo naslednjih 10, 20, 30 letih dedolarizacijo, ne, in razvrednotenje dolarja, potem so to zgleda zlati časi za zlato. Ne. Jaz samo upam, da se tudi ta druga valuta, ki se pripravlja, je naučila kaj iz zgodbe o dolarju, da se ne bo spet ponovila. Ne? Ampak samo to, da mi ne bo z glave šlo. Jaz, ko zdaj te poslušam in glede na to, da sem jaz tako rekoč, da me čakajo, da me čaka upokojitev in tako naprej, in da me zdaj prvič v življenju začelo zanimati, kaj pa se bo zdaj zgodilo s to, ko bo jaz plače ne bom imela in tako naprej, pa vse te govorice, da ne bo več, da mladi ne boste imeli penzije in tako naprej, pa se to je idealno. Zakaj nam pa niso tega povedali, ko smo bili mladi, namesto da dajemo v ta upokojenski sklad, ki se vidiš, kaj se je z njim zgodilo in tako naprej, bi vsak mesec si kupili zlato in pol bi jaz danes mogoče imela, mislim, se ne bi to upokojencem zgodilo, kar se jim je, da so jim vzeli, mislim, da je toliko manj vredno oziroma da komi živijo, bi že nekaj skrb spravili. Če vrednost zlata pa raste, ne? Ja, zdaj, mislim, to mladi, dajte razmišljati tako. Vse, kar si povedala, je drži, ne? Vmes si pa vprašala, zakaj nam tega niso povedali, ne? Ja. Kaj pomeni, če bi, naprimer, kje je država, ki reče, dajmo reči tako, dajmo to v zlatu šparati, dajte vsak mesec koliko, ne vem, koliko damo za penzion, vsak mesec, ne vem, ampak verjetno dovolj, da bi se to v teh 40 letih nabrali. Nažalost ne. Zdaj, zakaj je temu tako, ne? Nobeni državi, zdaj, ko rečem država, tukaj mislim ljudem, ki jo vodijo, ne? Ja. Sprav, nobeni oblasti v nobeni državi ni v interesu, da bi ljudje bili samostojni, da bi bili neodvisni, da bi bili finančno neodvisni, ker pol jih ne moreš voditi. In zaradi tega nikoli v zgodovini ni bilo, da bi ljudi učili, kaj je treba delati, ne. Vedno nas zapeljujejo tako, da smo nevedni, da smo ovce, ne, hipnotizirani strani medijev, da delamo tako, kot njim paše, ker pol nas lahko, pač to zdaj zveni kot teorija zarote, ampak dejstvo je, to je dejstvo, ne. Tudi izobraževalni sistem, če pogledamo, ne, kaj nas izobraževalni sistem uči. Ne. Bistvenih stvari v našem življenju nas ne uči. Ne. Pa ne moramo reči, da vsi ti doktori znanosti, pametni ljudje, ki obstajajo, ne vejo tega. Ne. Seveda vejo, ampak to ne sme priti
med ljudi, ker če bomo ljudje preveč pametni, preveč zavestni, ne, če bi vsi izklopili televizijo, ne, pa nehali šopingirati po šoping centrih in tako naprej, ne, pa bi imeli zlato namesto papirna denar ali pa Bitcoin, recimo, ne, potem kar naenkrat izgubijo vso moč. Lahko sem neki Jaka, lahko ti preveriš na Googlu, ker meni se zdi, zanj sem nekje zasledil, da celo beseda ekonomija izhaja iz latinske besede, ki pomeni veda o pomankanju. Veda o pomankanju? Ja, to sem No ti poglej, jaz samo vem, da je država bila ustanovljena, oziroma smo si ljudje izmislili državo zato, da v skupnosti skrbimo drug za drugega, se pravi, da lažje imamo šolo, se pravi, tako je to, država je nastala iz družine, to, kar je nekoč te potrebe, ki je pokrivala družina, z industrijsko revolucijo je nastala država. Se pravi, kje je zdaj to, kdo si zdaj zmišljuje, kako mi moramo živeti? Mi moramo najti moč, mislim, se pravi, konkretno zlato je moč v svojih rokah. To je finančna moč. To je finančna moč. Zadnjih 12 let, praktično od finančne krize naprej, države, kot so Rusija, Indija, Kitajska, Brazilija, Savdska Arabija, Turčija, nenormalno kupujejo zlato in polnijo svoje devizne rezerve. Veste, da ima vsaka država svoje devizne rezerve in da imajo en del od tega tudi v zlato. Ne? In zdaj zahodne države, ne, pomembne, gospodarsko močne, imajo veliko zlata v svojih deviznih rezervah. Recimo Amerika smo prej omenili 8133 ton, kar predstavlja skoraj 80% vseh njihovih deviznih rezerv. Ne? Druge države, recimo nekatere niso imele toliko, vključno z Rusijo, Kitajsko, ampak to se močno spreminja. Ne? In zadnjih dobrih 12-13 let intenzivno kupujejo, kopičijo ogromne količine zlata in to je tudi eden od indikatorjev, ne, zakaj mnogi verjamejo, da se bo oblikovala ena nova rezervna valuta, ki bo imela podlago v zlato. Ne. Zakaj bi Kitajska, pa Indija, pa Rusija toliko zlata kupovala kar tako, ne, zato da jim nekje leži. Ne. Ni to kar tako. Ne. To je dejansko finančna neodvisnost in enako velja lahko za nas, za vsakega posameznika. Ne. Ja, sej, če gledamo inflacijo, ne, to je ves čas je neka inflacija, včasih malo manjša, včasih malo večja. Ne. Pravijo, da je normalna inflacija idealna 2%, ne. Ampak tudi, če je sam 2%, ne, nam vsako leto vrednost denarja pade za 2%. Iz leta v leto. Ne. Zdaj smo imeli uradno že več, še kar imamo več v Sloveniji, več kot 10% inflacijo. S tem, da te uradne številke nimajo nič opraviti z realnimi številkami. Vidimo, koliko so se dejansko stvari, ki jih uporabljamo v življenju, podražile. Ne samo za 10%. Ne. Se pravi, za več. In kaj to meni? V enem letu, če so se recimo za 15, no, da smo malo konzervativni, pomeni, da če sem imel 10 000 evrov na banki pred enim letom, ne, jih imam še vedno, ker obresti ni praktično, ne, ampak zdaj bi rabo 11 500, da bi kupil iste stvari kot lani z 10 000. Imam jih pa še vedno sam 10 000. Se pravi, 1500 so mi ukradli iz bančnega računa, če sem ga imel na banki, ali pa iz žepa, če sem jih imel v žepu. To je legalna kraja. Ne? To je legalna kraja. To ni, da je prišlo, da je to višja sila. Ne, to je tiskanje denarja. Ne? Se pravi, oni tiskajo denar iz nič, s tem ga našega, ki ga imamo, razvrednotijo. To je kraja, to je obdavčitev, bi rekel, obdavčitev, za katerega ni treba zakona. Če imaš zlato, ne, ohraniš realno vrednost. Ampak koliko je pa obdavčeno za to? To je pa v bistvu neverjetna zgodba, ne, ampak ni. Ni. Ampak verjetno zaradi tega, verjetno. Ampak kako varčevati v zlatu, da zaobideš, naprimer, če hočeš ta bančni sistem, oziroma da naprimer, če drugo leto uvedejo samo kartice, kaj boš pa ti imel zlato, ker bojo pol kljub samo, kje boš... Če uvedejo, to je konc. Se pravi, ni več možno. Trenutno je še možno kupiti
zlato z denarjem, pa da ne vejo, da si ga kupil. Ali pa tudi na koncu s kartico, lahko tako kupiš, ali ne, ali kaj? Ne, se mam je mislila po mojem, kako je pol nasploh z zlatom, če je tako, da gre vse na digitalno, ne? To sem mislila. Da ne moreš ničim drugim plačati, kot kar. Sej, se boš lahko tudi zlato kupil z digitalno valuto, ne? Sam bojo vedeli, da si kupil, to je pač, ne, zdaj, če te moti, recimo, ne? Trenutno še ne vejo, ampak drugač pa normalno. Drugač bo pa isto, vse bo pač valuta, ne? Sam da bojo imeli veliko večji nadzor nad nami, pa da bojo lahko z nami delali, kar bojo hoteli, ne? Da ti bo denar programiral, ne? Zakaj je uporaben, zakaj ni, pa kdaj je, pa kdaj ni, ne? Aha, se pravi, pol, če boš imel recimo zakopano zlato, karikiram, pa je digitalna valuta, pa sem priješ v zlatom, prodaš, da biš digitalno valuto lahko. Ja, jaz si predstavljam, da bo tako, ja. Simple. Lahko boš pa direktno kupil nekaj z zlatom, recimo, ne? Ampak to bo v manjših primerih, ne boš kupil. Kako pa ti, mislim, kako je to pri tebi, vidim Zlatice Kin, ti si izdal tudi knjigo digitalno, se pravi o tem znanju, mislim, znanje je moč, informacije je moč, zdrava pamet, kritična distanca, to je v bistvu, je treba biti zdaj v teh časih resnično maksimalno odgovoren, sploh mladi ljudje, ne? Jaz sem zdaj že več ali manj, mislim, mi starejši lahko sploh še kaj si zlatom pomagamo z varčevanjem? Ja, zdaj tako. Lahko vnukom pomagamo, ne? Seveda. Zdaj si mi spet veliko tem odprla, ne? Ja, ker bi šiba bi, sam cela glava, razumeš? Rade bi si to zapomnila, ne? Res je, kar praviš, in zato smo mi izdali eno e-knjigo o zaščiti in plemenitenju premoženja. To knjigo smo ponudili našim strankam brezplačno, več kot 5000 Slovencev si je že preneslo do zdaj, zelo pozitivne odzive imamo, tako da tudi tvojim sledilcem jo bomo ponudili brezplačno To se pravi, vsi, ki gledate ta podcast, dobite dostop do brezplačen dostop do te knjige, to bomo vse napisali. In kaj je tam noter ti razlagaš? Ravno to, kar ne razlagajo na Pop TV ali pa na TV Slovenija. Se pravi, na kaj treba biti pozorni in kaj lahko naredimo, da se zaščitimo predvsem tem. To je recimo na kratko. Zdaj, omenila si možnost varčevanja v zlato, ne? Mi smo prvo slovensko podjetje, ki smo že januarja leta 2010 ponudili v Sloveniji možnost varčevanja v fizičnem zlatu, v obliki zlatih ploščic, priznanih svetovnih kovnic, kot je tale Argor Heraeus iz Švice, ki imajo tako imenovan good delivery status. Ok, da ne grem zdaj preveč v detajle. To smo že enkrat dali čez, to je bil izmed naših prvih podcastov. Tudi o zlatu, ker me to res zanima, mislim, ker zdi se mi, da je premalo v zavesti naše. Se je bilo tudi na drugačen način, smo se pogovarjali. Ja, drugačna malo filozofija. To teorijo smo dali čez. Ok. Se pravi, možnost mesečnega varčevanja od 50 evrov naprej, v fizični obliki, se pravi, ne nek papirnat denar, zlato, ampak fizično zlato, ki je hranjeno v Sloveniji, v Ljubljani, na dosegu roke. Ja, ker če nekje tam v Švici prije do česa, kako si do Švice prišel, bodo tisti sebe. Mislim, da se že tako pogovarjamo. Ja, ko ti preprečijo, da greš v drugo občino. Ne? Ja, trgovino ne moreš. Se pravi, kaj je bila naša ideja? Enostavno vsakih 50, 100, 200, 300 evrov, ki jih na mesečnem nivoju ne zapravimo, ne, jih dajmo šparati, varčevati. Zdaj pa, da ne šparamo doma v predalu ali pa na bančnem računu, kjer ni obresti ali pa ne vem, preko življenjskega zavarovanja, ko so tudi relativno slabi donosi. Ne? Ja. To je vse v bistvu denarno premoženje, ne, ki zgublja na vrednosti skozi čas. Dajmo varčevati v nečem stvarno premoženje. To je recimo ena pomembna sestavina te e-knjige, ne, da znamo deliti med denarnimi vrednostmi pa stvarnimi vrednostmi. Ne. Denarne vrednosti izgubljajo na vrednosti zaradi tiskanja denarja, stvarne vrednosti ohranjajo vrednost, ker so stvarne. Ne. In zlato spada med stvarne vrednosti. Ne, in nekdo, ki... Zdaj pa,
zadnjih 20 let, če pogledamo, je zlato zraslo skoraj 9% v povprečju na leto. Ali pa zadnjih 50 let podobno povprečni letni donos. Ne? In če ti šparaš, tudi če sam 100 evrov recimo, ne, dovolj dolgo dobo, ne, potem pride do super rezultatov. In ko se ti nabere neka količina zlata, ki ima neko vrednost, ne, in greš v penzijo in rečeš, ok, tole, kar mi je država zdaj dala, je premalo, ne, za človeka dostojno življenje, jaz rabim še nekaj zraven, ne, in da se ti ni treba naslanjati na sina, recimo, ne, da ti bo pomagal, ne, imaš tam en kupček zlatih ploščic, ki jih lahko prodajaš, ne, in si lahko mesečno rento celo pri našem podjetju daš izplačati, ne, in recimo zdaj, to je seveda odvisen, koliko časa varčuješ, pa kakšen znesek varčuješ, pa tudi kakšna bo donosnost zlata, ne, ampak recimo, če nekdo pri 40 letih začne varčevati, pa špara 25 let, ne, bi vplačal 30.000 evrov, ne, pri 8% donosa bi imel več kot 90.000 evrov, se pravi zlata za več kot 90.000 evrov. To ti pa omogoča okrog 700 evrov mesečne rente, ne glede na to, koliko časa še boš živa. Pa še fora je, da ne glede na to, da ti se pravi mesečno rento tisto, kar pa ostane gor, se pa še plemeniti v bistvu, ne? Ja, zdaj odvisno, kako si daš to rento izplačati, ne, lahko si daš rento izplačati iz donosa, ne, lahko si pa daš izplačati manjšo rento, kot je donos, ne, pa se ti bo glavnica še plemenitla, ne. Lahko pa tudi večjo, pa se ti bo glavnica počasi, pač to je tudi to bolj stvar našega svetovanja, pa tudi vsake... Ves čas razmišljam, ne vem zakaj ne bi, na primer, to na nivoju države delali, oziroma ali pa nekaj skupnosti. Mikrofon. Torej se še boš, da niso slišali, ne. Ne, ker mislim, da je to priložnost za mlade in da bi morali to, predvsem mladi, nam pa tudi, mislim, kaj pa nam preostane, ne vem, čistočen, ne. Ja, zdaj tako, mi imamo zelo veliko tudi starejših strank. Ja. Sploh zadnja leta, neverjeten porast ljudi, ki so tik pred penzijo ali celo v penziji že. To so ljudje, ki imajo neke penzije, se niso bog kaj, ampak so še, ne, trenutno jih ljudje dobivajo. Če sta dva, recimo, v enem gospodinjstvu, pa imata solidne penzije, lepo lahko živite, lahko varčujete. In mogoče še kdo pri močeh zdrav, agilen, tako kot boš ti, recimo, boš delala še 20 let, sigurno, ne? Ja, sigurno, ja. Se pravi, še nekaj dodatno zaslužijo in varčujejo. Zakaj varčujejo? Zase. Seveda tudi za vnuke, otroke in tako naprej, pa za njihove šolanja, pa stanovanja, pa tako, ampak tudi zase, ker kdo pa pravi, da čez 20 let ne boš rabila denarja? Morda ga boš rabila več kot danes. Ja. Ne? Zakaj, recimo, si pa ne bi prvošla super potovanje takrat, ko boš, ne vem, stara 80 let. Ja, ali pa... Z Elonom Muskom na Mars mogoče. Ja, recimo, ne, ok, lahko gremo tudi bolj negativne vode, ne, recimo, moraš iti v dom, ne. Zdaj, če nimaš denarja, greš v najslabšo varianto, ne. Če imaš denar, si lahko prvošiš malo višji standard, ne, malo lepši, malo bolj vedro, pozitivno vzdušje in tako naprej, ne. Ja, pri nas vzgajamo vnukinjo, da bo za babico skrbela. Jaz upam, da zame ne bo treba nobenemu skrbeti. Mislim, jaz bi bila zelo rada samostojna, ne. Je pa res, da je čas zelo pomemben faktor, ne, in prej, ko se nekdo odloči za takšno varčevanje, več bo lahko ustvaril, ne. Se pravi, en tak faktor je čas, ne, ker obrestni račun dela po času, ne, in to je eksponentna funkcija, ne, in daljši, ko je čas, prej sem rekel, recimo v 25 letih bi imel prek 90.000 našparanega, v 30 letih, ne, se pravi, če bi samo 5 let prej začel šparati, samo 6.000 evrov več bi dal, če bi po 100 evrov šparal, ne, ampak bi imel 50.000 evrov več na koncu privarčevanega, ne, toliko pomeni ta čas, ne, in drugo je pa seveda tudi znesek, ne, se pravi, če šparaš 100 evrov, so ti zneski, ki sem zdaj rekla, če pa šparaš 200, so pa krat 2, ne. Ja, mislim, da je to izjemna priložnost za vse za vas mlade, ki naprimer, da varčujete v zlatu, predvsem zaradi, ker vas danes penzioni nič ne zanimajo, 100 evrov na mesec vam ne bo težko dati, ampak izgleda, da pa in potem imate, ne. Se pravi, ni tako, da nam ni za penzijo, samo že od
kar sem jaz začel delati za svoj denar, govorijo, da mi ne bomo imeli penzije. Ja, no, to je Tako ravno da zato. meni niti nikoli ni bila predstavljena druga možnost, kot da ne bom imel penzije. In sem šele zdaj začel razmišljati, da mogoče bi jo pa lahko imel. Seveda. Sam so mi od 17 let naprej govorili, vi penzije ne boste Ne, imeli. pozabil si reči, da si moraš sam poskrbeti. Ne? Ja. In zdaj, ko gledam, zato sem zdaj ravno Emi sugeriral, ker že zadnjič, ko je bil gospod Prnama, kako je že Slabšak, sem rekel, da bom začel tudi kot darila podarjati, se pravi zlatnike, namesto da kupaš nekomu za 50 evrov stvar, ki vemo, ali jo bo porabil ali pa vrgel stran, mu za 50 evrov kupaš zlato, zdaj pa če ga bom zdaj prodal, če ne pa ga lahko da na svoj kupček in s tem se pravi vrčuje. Ne? Ja. Tako da zdaj sem zagotovo v temu in Ema, ja, kam boš dala prihranke Kaj pa zdaj? zlati cekin, kaj pa je to? Misliš, kakšni kovanci? Ne, vi imate en projekt zlati cekin, ne? Šparovec. No, to je ravno to, kar smo zdaj govorili. To je način varčevanja, pri katerem se kupuje zlato. Ne? Ampak je mišljeno dolgoročno varčevanje. Zdaj, jaz bi predlagal, glede na to, da ni to namen današnji, ne? Da bi podrobno to predstavljal, bi predlagal, da ponudimo tvojim gledalcem eno video prezentacijo našo, to je dobre pol ure traja. V tisti video prezentaciji jaz predstavim praktično vse, kar mora nekdo vedeti o zlatu, preden se odloči za nakup zlata. Zve, kako je bilo z zlatom v preteklosti, kakšne so napovedi za prihodnost in tudi natančno, kako izgleda naša ponudba, vključno z zlatim šparovcem, za koga je to primerno, za koga ni primerno, kaj lahko od tega pričakuješ, kaj ti lahko prinese ob določenih pogojih. In predlagam, da si tiste, ki pač jih to zanima, da si to video prezentacijo ogledajo. Tisti, ki si jo bodo ogledali preko tega linka, ne, če ga bomo nekako dali link bomo dali, to bomo vse povedali. Link bomo dali Poslušaj, darilo. Ja. Tisti preko našega linka, seveda. Bodo lahko izkoristili poseben 35% popust 35% popust, ne? pri sklenitvi tega mesečnega varčevanja. Tako da avtomatično tisti, ki se bo na ta način prijavil, bo dal svoje podatke, ime, priimek pa e-mail, ne, kamor mu bomo tudi video poslali, bo imel potem to možnost. Hvala ti, iskrena hvala za to priložnost in predvsem tudi delite. Poglejte si videe, mislim, to so pomembne stvari. Zelo pomembno je, da vsaj malo razumemo svet, v katerem živimo, ker edino na tak način bomo lahko ta svet tudi spreminjali. Ne? Ja, absolutno. Imamo še kaj za na koncu zapovedati, a smo že pri koncu, Jake? Uro 15. V redu. Super smo zaključili. Zelo sem vesela. To je predvsem področje, ki ga jaz nič kaj dosti dobro ne obvladam, se vidiš. Jaz lahko živim od zraka. Tako sem vsaj mislila, ker sem bila mlada. Zdi se mi pa, da je znanje res največja moč, ne? Znanje. Tega ti pa težko vzamejo. Ja, nikoli tega ne morejo vzeti. Mislim, da meni je pa ful všeč, da se pogovarjamo o isti temi večkrat. Ja, zato, ker se počutim, da vedno več znam. In se mi zdi, da tudi to moramo večkrat narediti, kakšne take pogovore, se pogovarjati o isti temi. Jaz bi te še povabila na eno temo, glede na se pravi finančna vsakodnevna finančna znanje Slovencev. Vse veš, tle imamo Slovenci še vedno tudi tabu govoriti o denarju. Denar je jaz vidim vedno, mislim, je na eni strani za Slovenca nekaj groznega, se pravi nekaj umazanega, po drugi strani pa po golfivosti in pogoltnosti in potem, da bi na vsakem koraku goljufali drugega in da s tem nimamo nobenega problema, tudi če vemo, da tisti, ki nas vodijo, goljufajo, s tem nimamo nobenega problema. Mislim, smo kar močni v tem. In se je treba začeti zavedati. Ne? Zato mi je tudi ta filozofija zlata zelo blizu, zelo pri srcu, ker se mi zdi tako čisto zlato. Ne? Ja, zlato je res nekaj posebnega. Ne? Zlato je ena posebna kovina, ne? Ki jo najdemo v zemlji in človeštvo jo je najdlo že zelo dolgo nazaj. Ne? Vemo za vsaj 5000 let. Ne? In to
po vseh kontinentih, v različnih časovnih obdobjih in v vseh teh različnih časovnih obdobjih, različnih civilizacijah in tako naprej, je zlato imelo vedno eno mistično ali pa en božanski status. Ne? Mi zdaj zlato povezujemo z nečim materialnim, ne? Imaš lepo verižico, pa ne, zlato pač finančno stabilnosti prinese, ampak ko ga takole primeš, ne, pa pogledaš, dejansko občutiš eno posebno energijo. Ne? In beseda plemenita kovina je pozabljena, plemenitost je pozabljena. Končamo mi oddajo pravzaprav s tem nagradnim vprašanjem, še takim tako zaigrati, da vidim splošno izobrazbo. Kaj je plemenitost? Kaj je plemenitost? Kaj je to? Plemenitost. Plemenito zlato, plemenito srce, plemenita ljubezen. Kaj je to? Plemeniti podcast. Ne? Ja. Kako vse posod se lahko navdihujemo. In, Smo plemeniti. ja, za plemenitost je pa treba malce več. Jaz zdaj razmišljam, pa ne vem, kaj bi rekel, kaj je definicija. Ne veš? Ne. Ja, kaj ti veš? Kaj bi rekel, da je definicija? A ti si od nas vprašala? Ja. Vidim, ja, da vi vsi kimate. Naj drugi odgovorijo. Jaz sem rekel, jaz ne vem čisto dobro, kako bi ti plemenitost. Sem mislil, da je to nagradno vprašanje za tvoje poslušalce. Ja, tudi je, ampak me zanima. Nagrado dobijo tako ali pa drugače, ki si jim jo ti podaril. Ja, plemenitost. Ja, lepo si različne načine uporabe ali pa kontekste uporabe navedla, ne? In v vsakem primeru gre za nekaj superiornega, ne? Ko govorimo o plemenitem srcu, ne, je to nekaj zelo pozitivnega, ne? Nekaj, ja. Kot da bi bila dva srca, taka moč, taka širina, taka toplina, tako razumevanje. Plemenitost je, ko ne, v bistvu... Meni se zdi plemenitost, da je nekdo plemenit, ko točno ve, koliko lahko da. Ne, da bi karkoli pričakoval. Zdi se mi, da ima plemenit človek super občutek tega, koliko lahko da. Se pravi, to še zmeraj pomeni veliko, nežnost pa tako, ampak toliko da sebe ne potegne nazaj. Se pravi, da se nikoli ne počuti, da je dal preveč. In tudi nič ne pričakuje. Zna dati brez pričakovanja. Kaj pa ti misliš? Kaj je plemenitost? Kako ti je že ime? Tinkara. Kaj pa ti misliš? Nekaj pozitivnega, duhovnega in velikega. V redu. Evo, zdaj boste pa še vi plemeniti in nas polajkajte, povšečkajte, posledite, v bistvu nam sledite, naročite se na naš kanal. Preberite v opisu dol, bomo imeli link, mi dva z Jakotom bova pa še sestavila, vam bova vmes vrgla en video, da vam malo bolj objasniva današnje. Sva vrgla. Kako se nas neki hrvatizme objasniva? Pojasniva. Berem knjigo v srbo-hrvaščini. Blank. Super. Vse v redu. Najlepša hvala. Hvala vama za vabilo, bilo mi je veselje in upam, da še kdaj se srečamo. Ja. Ob taki priložnosti. Absolutno. Hvala.